Tako bomo skupaj rešili preverjanje pred testom iz enakomernega gibanja sil in svetlobe. Pa kar začnimo pri prvi nalogi. To je enostavna naloga, zahteva samo poznavanje simbolov za določeno fizikalno količino in enot povezanih z njo. Eto se kar postavimo na tole prvo nalogco. Pa kar gremo. Povprečna hitrost. Zdaj mi vemo, da je simbol za hitrost mala pisana črka V, medtem ko povprečna je pa še črtica vzgori. To je povprečna hitrost. Osnovna enota je isto kot za hitrost, meter na sekundo. Simbol M je za maso. In osnovna enota za maso je kilogram. To je edina enota, osnovna enota, ki ima zraven predpono. N je enota za silo. Simbol za silo, torej okrajšava, je pa veliki F kot force. Pot se običajno označi s pisano črko S ali pa s malo tiskano črko S. Enota je meter. Imamo še S za enoto, to je sekunda. To je enota za čas, ki ga označimo s T. Še napiši formulo za računanje hitrosti pri enakomernem gibanju. Zdaj formula je, hitrost je pot lomljeno za čas. Lahko tudi hitrost je podeljeno s časom. Tudi lahko. Gremo k naslednji nalogi. Načrtaj. Takole bomo dali. Se pravi, načrtaj z načrtovanjem 3 značilnih žarkov določi sliko 1,5 cm visokega predmeta, oddaljenega oziroma postavljenega 4,5 cm pred zbiralno lečo. Kaj bomo naredili? Z ravnilom najprej odmerimo, kje je 4,5 cm. Pač štejemo, kje smo. Recimo, da je to 1 cm, 2, 3, 4, 4,5 je tukajle. In tukaj bomo naredili 2 cm, pa označili bomo še goriščno razdaljo, ki je pa na 2 cm na obeh straneh. Takole. To pomeni, 2 cm stran je gorišče, označimo ga s črko F. In sicer je gorišče na obeh straneh. Takole, se pravi F. In še na drugi strani na 2 cm F. Potem pa moramo tam, kjer je pa bil pri 4,5, narisati predmet, ki je velik centimeter pa pol. Zdaj se postavimo tukaj, naredimo pravo kotnico na 4,5 in centimeter pa pol, to je tole, naredimo predmet. Označimo še puščico vzgori, to predvsem zato, da vemo, kako je predmet pokončen. Takole, predmet. Zdaj bomo pa naredili 3 značilne žarke. Prvi žarek je vzporeden z geometrijsko osjo, torej vzporeden s to osjo in gre čez vrh predmeta. Narišemo ga pa do leče. Ko pridemo do leče, ga pa tam zavrtimo, tako da gre čez gorišče. To je vzporedni žarek. Lahko bi bilo tudi navodilo, da moramo napisati, kater žarek je, tukaj ni. Potem naslednji žarek je središčni žarek, torej gre čez vrh predmeta in skozi središče. Takole. In potem imamo še goriščni žarek, ki gre pa na začetku skozi gorišče. Skozi gorišče.
potem odleče naprej, je pa da žarek vzporeden. Se pravi, zopet vzporeden z geometrijsko osjo. In če naredimo to prav, se vsi trije žarki sekajo v eni točki. In tam bomo pa zdaj označili, da je nastala slika. Takole pravokotno lepo potegnemo do tiste točke in hkrati lahko pogledamo, kako velika je ta slika. Recimo, da z rdečo naredimo. Takole. In vidimo, da ni več 1,5, ampak je manj kot prej, kar že govori o tem, kakšna je ta slika, je pomanjšana. Pa zdaj tisto, kar je bilo prej gor, vidite, ta puščico smo preslikali v spodaj. To točko tukaj bi se pa preslikala sem in tukaj je ta naša slika, ki je kakšna. Slika je na glavo obrnjena, se pravi se prevrne. Drugo, kar vemo, je, da je slika prava. Prava je zato, ker so se sekali žarki. Če še žarki ne bi sekali, kot recimo pri preslikavi na ogledalu. Na ogledalu imamo, če je tole ogledalo, pa iščemo recimo to točko, narišemo žarek, ki se odbija tako, da je vpadni pa odbojni kot isti. In potem narišemo še poljuben drug žarek. Recimo takole, pa se zopet seka, ampak malo ugotovimo, da se ta rdeč pa zelen žarek nikjer ne boste sekala. Zato naredimo potem podaljške od obeh žarkov, včasih je to treba tudi predleče narediti in ta slika, ker se pa sekajo podaljški, je pa navidezna. Ampak tukaj so se sekali žarki, zato je to prava slika, pa še eno lastnost ima, da je slika pomanjšana. Tukaj bi nas lahko še spraševali, koliko je velika slika, pa bi jo izmerili, koliko milimetrov je in koliko je oddaljena od leče, bi pa izmerili to razdaljo. Ampak v tem primeru tega ni bilo potrebno delati. Ok, gremo kar naprej. No, samo da. Takole. Torej se skupaj premaknemo gor in zdaj imamo tole nalogo. S pomočjo grafa lege v odvisnosti od časa poišči odgovore na zastavljena vprašanja. Pa je najprej prvo vprašanje. Sprašuje, kolikšno pot opravi v prvih 10 minutah. Zdaj, čas je v minutah, se pravi tukaj prvih 10 minut je tole. In vidimo, da pride do tukajle. Tale točka, če je to 500, je tole in to 1000 je to 900. Česa piše v metrih. Kolikšno pot opravi telo v zadnjih 10 minutah, zdaj giblje se do 35 minut, torej zadnjih 10 minut od 25 naprej, to je tole, tale delček, gre pa kolikšno pot gre od tukajle, to vemo, da je 900 metrov, pa do tukajle gor, kar je pa že 2100. In od 900 do 2100, ta razdalja tukaj vmes je 1200 metrov. In to zapišemo tukaj. Koliko časa na tej poti telo miruje? Telo miruje takrat, ko ne gre ne gor, ko se stoji na istem mestu, se pravi ves čas na 900 metrov tukaj. Koliko časa? Od 10 do 25 minut, to pomeni 15 minut. Koliko časa? 15. Če bi pisali pa kdaj do kdaj, bi pa napisali od 10 do 25. S kolikšno hitrostjo se giblje v prvih 10 minutah? Ja, glede na to, da opravi 900 metrov dolgo pot v 900 metrov dolgo pot v 10 minutah, ampak 10 minut, mi vemo, da je 10 minut isto kot 600 sekund, ker je vsaka minuta vredna
60 sekund, je to deljeno 600 in je to 1,5 metrov na sekundo. Uporabili smo v bistvu formulo za računanje hitrosti, pot deljeno s časom. Če bi mogli zračunati tukaj, v tem zadnjem delu, bi dali pa 1200 metrov deljeno za časom. Koliko časa se telo giblje? Zdaj, tukaj sta dovoljena možna dva odgovora, da se pač giblje 10 minut, pa potem še 10 minut, torej skupaj 20 minut. Če bi bilo pa še bolj natančno vprašano, koliko časa je telo na poti, bi bilo pa 35. Tako da tukaj je lahko 20 minut dejanskega gibanja, v resnici je pa na poti 35 minut. Kolikšna je povprečna hitrost gibanja? Pri povprečni nas zanima, kdaj telo starta in kdaj pride na cilj, torej 35 minut potrebuje in skupna pot je 2100 metrov in zdaj bomo zopet zračunali povprečno hitrost kot pot deljeno s časom in torej povprečna hitrost je 2100 metrov deljeno z 35 minut, pa bomo zopet dali to v sekunde, pa je to 35 krat 60 sekund, pa takoj vezmo eno ničlo dol, 35 krat 6 je pa 180 plus 30 je ravno 210 in 210 deljeno z 210 je 1 meter na sekundo. To je naša povprečna hitrost. Gremo k naslednji nalogi, bomo tole malo povečali, tako da bo lažje vstaviti noter. Se pravi, za telesa na Zemlji dopolni tole tabelico. Zdaj mi vemo, kakšna je povezava med maso, ki je v kilogramih, in silo teže, ki je v newtonih. Če imamo 1 kilogram, je teža 10 newtonov. To velja na Zemlji. Če imamo pa težo v newtonih, moramo pa deliti z 10, da dobimo. Vemo pa še, da je 100 gramov, da Zemlja privlači 100 gramsko utež z silo 1 newton. To pomeni, da če bomo imeli 200 gramov, je to 2 newtona. Če bomo imeli 50 gramov, je to dvakrat manj kot 100 gramov, torej pol newtona. Torej moramo vse skupaj dati v kilograme in bomo lahko prišli do rezultatov. Zdaj 3 kilograme, to ne bo težava, 3 krat 10 je 30 newtonov. 500 gramov, če je 100 gramov 1 newton, potem je 500 gramov 5 krat več, torej 5 newtonov. Če je zdaj sila teže 500 newtonov, 500 newtonov moramo deliti z 10, pa dobimo 50 kilogramov. 5 newtonov že vemo, da je isto kot 500 gramov. 10 dek, dA, deka je krat 10. Se pravi, 10 krat 10 gramov, to je 100 gramov, to je torej 1 newton. 30 newtonov je pa 3 kilograme sila, masa, ki ji ustreza. Gremo zdaj k prožnosti. Takole. Se pravi, zdaj, brez težav bomo odčitali potrebne podatke in sicer imamo sila je navpična os, to je tukajle. Če gremo sem, dokot pridemo? Točno do 5 cm. Če gremo pri osemki, zdaj pa 8 raztezek, to je tukajle. Gremo gor, pogledamo, to je tukajle. Gremo sem, dobimo 16 newtonov. Potem je 20 newtonov, je tukajle. Gremo do konca in dol, gotovimo, da je 10 cm, pa še 2 cm je pri 4 newtonov. To je prvi del. Zdaj, drugi del je, kolikšen koeficient te prožne smeti. V bistvu moramo ugotoviti, kakšna sila je potrebna za raztezek 1 cm. En je tukajle. Torej, kakšna sila je potrebna za raztezek 1 cm, to je sila 2 newtona. In potem napišemo koeficient zmeti, je 2 newtona na centimeter. Lahko si pa tudi pomagamo s sklepanjem.
Če uporabimo kar prvi podatek iz tabele, 10 newtonov je 5 cm, torej je 1 cm 5-krat manj. In 5-krat manj kot 10 je 2. Torej 2 newtona na centimeter. In še zadnje vprašanje, za koliko bi se raztegnilo, če bi nanj obesil tez maščo 3 kg. Mi vemo, da je Hookov zakon sila vzmeti je koeficient vzmeti krat raztezek. In zdaj, v našem primeru, je sila vzmeti, zdaj, če obesimo 3 kg, 3 kg vemo, da ustreza sili 30 newtonov, torej mora biti sila vzmeti 30 newtonov, ker če vzmet kaže gor, je ta po velikosti enaka teži, ki kaže dol. Se pravi, sila vzmeti in sila teže morata biti enaka, torej 30 newtonov je. Koeficient vzmeti vemo, da je 2 newtona na centimeter. Zdaj, s koliko bi mogli to pomnožiti, da bi dobili 30? Je 2 krat 15 centimetrov. 15 centimetrov, lahko pa enostavno zopet sklepamo, da če je, 16 ali pa 10 newtonov 5 centimetrov, kaj se bo zgodilo potem s 30 newtoni? Ja, 3-krat več. In 5 x 3 je 15 centimetrov. Hookov zakon pravi, da sta sila in raztezek primo sorazmerni količini, da če se ena poveča, se tudi druga poveča za enak faktor. Gremo k 6. Konj vleče voziček v desno, se pravi, on vleče tako, osel pa v levo. In zdaj, kako bomo izračunali to računsko? Ja, eden vleče naprej, tista je pozitivna, kot da bi rekli plus 800 newtonov, drug pa v drugo smer je pa minus 500 newtonov. Ker sta v vzporedni sili, lahko samo izračunamo. In rezultat je 300 newtonov. Zdaj piše pa načrtovalno. To pa pomeni, da vzamemo ravnilo in bomo narisali obe sili. Narisali bomo silo osla. Zdaj odkot? Ja, od tukaj, nekje tukaj se ga vleče. In recimo, da narišemo silo osla oziroma silo konja, naj bo konj in njegovih 800 newtonov črno. Ker je 1 cm 200 newtonov, bomo za 800 newtonov potrebovali 4 cm. Torej, če je tole 1 cm, 2, 3, 4. Aha, takole. 4 cm dolga sila. Bomo še enkrat narisali, ker ni najlepša. Takole, se pravi 4 cm moramo narediti dolgo silo. Da vidim, če... Ok, gremo še enkrat. Ups, ravnilo se je skrilo, super. Še enkrat popravimo. Se pravi 4 cm daleč moramo iti. 1, 2, 3, 4. Na drugi strani bo pa sila od, če je bil to konj zdaj, to je bil konj, 800 newtonov, v desno bomo še potem puščico naredili, lahko pa zdaj naredimo še osla, osel pa je silo 500 newtonov levo. Zdaj 500 newtonov bo pa koliko? Ja, 500 newtonov je pa 2,5 cm, ker 2 bi bilo 400, pa še 100 zraven, to je pol centimetra. Se pravi, dam 2,5, to je takole sam. Zdaj, tukaj moramo še opremiti z puščicami in napišemo, da je to sila osla, na drugi strani imamo pa silo konja. To smo zdaj sile narisali, zdaj jih moramo pa še grafično sešteti. To pomeni, da tale vektor, ki je tukajle,
na tej strani v bistvu prestavimo sem. Takole, dajmo še puščico zraven. A vidimo? Prestavimo, tako kot vlakec se pelje od starta do sem in potem po poti nazaj in ugotovimo, da je rezultanta od starta do cilja. To je tole črta. In koliko je dolga, poglejmo. Aha, 1,5. 1,5. Tako, to smer kaže, to je naša vsota ali rezultanta. In ker meri 1,5 cm, merilo pa 1 cm 200 N, je to 300 N naša rezultanta. Vprašanje je še, kolikšno je trenje in kam deluje, če se vi giblje enakomerno. Je trenje, mora pa delovati iz kolesa nazaj, pa je enako veliko. Zdaj sicer ne piše, da moramo to narisati. Če bi pa narisali, bi bilo pa trenje od tukajle, takole, 1,5, malo predolga. 1,5 in še napišemo zraven puščico, to je naša sila trenja. Se pravi, sila trenja mora biti velika 300 N, tako da je vsota vseh sil, ki na ta voziček deluje, enaka nič. Kam deluje? Deluje pa v levo smer. Lahko bi tukaj zapisali pogoj za ravnovesje še, če bi bilo potrebno. Tukaj ne piše, lahko pa bi. Za ravnovesje. To bi bilo v tem primeru, da je sila konja plus sila osla, tukaj pišemo vektorje gor, plus sila trenja, če vse skupaj seštejemo, mora biti nič. To je pogoj za ravnovesje. Eto, gremo še nižje dol. Še ena naloga s takim zarisanjem sil. Tudi tukaj piše, da je merilo 1 cm 2 N. Imamo sliko z maso 1 kg. To pomeni takole, če ima slika maso 1 kg, 1 kg pomeni, da je to sila 1 N. In zdaj, če 1 N, če 1 kg je seveda 10 N. In če je 1 cm 2 N, bo potem 10 N 5 cm dolga črta. Torej bomo zdaj vzeli ravnilo in ker je sila teže prostorska sila, bomo iz sredine tega za 5 cm dolg črto dol narisali. 1, 2, 3, 4, 5, točno 5, ker je toliko dolga, ker je meri 10 N, narišemo takole in zraven napišemo sila teže. Lahko še dodamo, da je 10 N. Ok. Potem naslednja sila, ki deluje na to sliko, je tale ptičica. Ta ptička ima maso 200 gramov in 200 gramov bo pomenil pa, mi vemo, da je 100 gramov 1 N, torej bo 200 gramov 2 N in to bo pa ravno 1 cm. No, pa narišemo še silo ptičke. Malenko zamaknemo od one dol in točno tam, kjer se dotika ptička, tukajle, naredimo 1 cm dolgo črto dol. Tako. To je ploskovna sila. Lahko napišemo sila ptičke, ki meri torej 2 N. Zdaj vse skupaj bi padlo dol, če ne bi dve vrvici delovale gor. Zato bomo zdaj narisali še sile vrvice. In sicer vsaka od vrvic bo prevzela polovico. Če dol kaže 10 pa 2, se pravi dol skupaj kaže 12 N,
Zato bo mogel tudi gor kazati 12 newtonov in sicer bo to 2 x po 6 newtonov. 6 newtonov pa pomeni 3 cm dolga črta. In gremo 1, 2, 3, pa še na drugo stran 3 cm. Takole označimo še, tukaj označimo še puščico in lahko napišemo sila vrvice. Ta je 6 newtonov, pa še ta vrvica, recimo, da je to vrvica 1, to pa vrvica 2. In pogoj za ravnovesje bi bilo sila vrvice 1 plus sila vrvice 2, ali pa desna pa leva, plus sila ptičke, plus sila teže, ker rišemo sile na sliko in vse skupaj mora biti nič. Torej mora biti sile, ki kažejo gor, isto kot sile, ki kažejo dol. Zdaj pa še nekaj izjav. Včasih kozarec z marmelado ne moremo odpreti, ker je sila trenja med pokrovčkom in roko prevelika. Zdaj, če bi bile trenje med pokrovčkom in roko dobro, res veliko, potem bi brez težav odprli. Problem je, ker je to ponavadi premajhno. Veliko je pa trenje med pokrovčkom in kozarcem. Gremo k drugo. Silo trenja povečamo tako, da povečamo silo, ki deluje pravokotno na podlago. Ja, če močneje potisnemo na podlago, bo sila trenja večja. Sila upora je odvisna od gostote tekočin. Drži. Gostejša kot je snov, večja je sila upora običajno. Od hitrosti gibanja, hitreje kot se gibljamo, bolj je opazna sila upora in oblike telesa, seveda aerodinamična je ena najboljših oblik. Kolesarji na kolesu nosijo oprijeta oblačila zato, da zvečajo silo upora. Bolj kot so oprijeta oblačila, manjša je sila upora, bolj so aerodinamični. Telo je v ravnovesju, ko je vsota vseh sil, ki nanj deluje enaka nič. To drži, to je prvi Newtonov zakon. Po zakonu o vzajemnem učinku je sila, s katero jaz privlačim zemljo, enaka sili teže name. Drži. Namreč sila, s katero prvo telo deluje na drugo, je enaka sili, s katero drugo telo deluje na prvo. In sila teže nam pove, koliko, sila teže je v bistvu sila zemlje name, torej jaz delujem z isto silo na zemljo, v bistvu nasprotno enako. Po velikosti sta enake, sicer nasprotno enake. Prožna telesa so telesa, ki potem, ko na njih nehamo delovati, silo vrnejo v prvotni položaj. Drži. Okna na hišah podnevi vidimo temno, ker so prozorna in gre svetloba skozi njih. Drži, od sten se pa odbija in tiste vidimo. Tisti, ki ne vidijo nadaleč, imajo negativno dioptrijo in potrebujejo korekcijo s konkavnimi zrcali. Ja. Tisti, ki nadaleč ne vidijo, res potrebujejo konkavna zrcala, medtem ko tisti, ki vidijo na blizu, ne vidijo na blizu, pa potrebujejo plus dioptrijo, ki jih je lažje narediti, so pa konveksna zrcala, to je pa minus. Če potuje svetloba iz zraka v vodo, to pomeni iz redkejše snovi v gostejšo snov, se lomi protipadni pravokotnici. Ja, če je to meja, pa če je to žarek, ne bo šel naprej, ampak se bo lomil dol, če je tukaj voda, zgoraj pa zrak. Torej je tudi to pravilno.